Se slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije res zaključuje in kaj ima to opraviti z dvigom cen energentov? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah, kjer bomo spet razpredali stoje. Skoraj tako kot ob zelo razburljivi nogometni tekmi. Saj ne more biti res. Šele naučili smo se razlike med Svetom Evropske unije, Svetom Evrope in Evropskim svetom. No, ne vem, če vsi poslušalci Evropskih stoječih novic vsekakor. Pa se že govori, da je predsedovanja konec. No, naj vas potolažim. Pridobljeno znanje boste lahko še nekaj časa koristili in se z njim kitili v različnih gostilniških in drugih debatah, saj se bo predsedovanje zaključilo po planu 31. decembra. Morda vas je malo zmedlo, ko ste v raznih novicah zasledili izjave slovenske opozicije, da je predsedovanje za Slovenijo zaključeno. A nestrinjanje opozicije znotraj KUL-a in nekaterih drugih posameznikov, ne glede na to, na kak način ga izražajo, vnaprej načrtovanega predsedstva na ravni Evropske unije ne more skrajšati. Čivkanje postaja nevarno in zdi se, da bi se občasno moral sesuti tudi čivk servis, tako kot se je za nekaj časa nedolgo nazaj sesul imperij Zuckerberga. Še dobro, da so ga ponovno vzpostavili, kajti gledalci stoječih novic ste na podporo Facebooka naslavljali ogorčena pisma, da ne morete spremljati stoječih novic, kar bo pustilo nepopravljive posledice. Ali je bilo nedelovanje Instagrama razlog, da je imel predsednik republike več časa in je nekaj besed spregovoril tudi z vodjo sredinih protestov, ne vemo. Protesti sicer še vedno potekajo na temo PCT ukrepov, za katere nekateri menijo, da so diskriminatorni. A najverjetneje bo pot do Ljubljane kmalu postala predraga in takrat se bodo morali protesti preseliti v druga mesta. Tema pa bo najverjetneje dvig cene goriva. Poleg bencina in nafte pa strmo rastejo tako cene zemeljskega plina kot elektrike. Zato bo razgibavanje prišlo še kako prav. Cene energentov, proizvodnja, dobava, vse je med seboj močno povezano, kar pa vodi le v pomanjkanje in na koncu tudi v svetovno pomanjkanje. Ne le tehničnih izdelkov in izdelkov za dom, ampak tudi do pomanjkanja živeža. Če ne prej, bomo takrat, ko bomo lačni, znali ceniti hrano in delo tistega, ki hrano pridela. In bomo spoznali, da se denarja pač ne da jesti, pa tudi jezene in ne čivko in slikic na Instagramu. Napovedi so res črnoglede, ampak tako na državni kot na evropski ravni se že pripravljajo ukrepi. Evropska komisija naj bi kmalu predstavila nabor ukrepov, s katerimi bi članice lahko na sebi najustreznejši način ublažile breme visokih cen energentov za gospodinjstva in podjetja. Ko bo znanega več, bomo o tem seveda poročali. Naj vam bo toplo v teh jesenskih dneh. Lepo se imejte in pazite nase.